Dialog je kompleksna stvar, socialni dialog pa še toliko bolj. Za nas socialni dialog pomeni, da se usklajujejo temelji, da se sprejemajo kompromisi in se najdejo skupne točke. Če nas nekdo posluša, vendar pa ne upošteva našega mnenja, ne spremeni že zacementiranih temeljev in ne odstopa od svojih nerealnih izhodišč, za nas to ni socialni dialog. Ministrstvo za delo je končno jasno priznalo, da izhodišča zakona o malem delu uvaja popolnoma novo obliko dela, ki v realnosti predpostavlja ukinitev študentskega dela. Nova oblika dela nima nič skupnega s socialnim korektivom, ki ga trenutno predstavlja študentsko delo. Za 3,7% trga dela, kolikor ga predstavlja študentsko delo, bo ob 190 000 študentih in dijakih konkuriralo še 500 000 upokojencev in 100 000 brezposelnih. Zato študentska organizacija Slovenije ne more sprejeti odgovornosti za nedodelano rešitev trga dela, kjer se morajo mladi zaradi pomanjkanja strukturnih sprememb pri ustvarjanju novih delovnih mest sprijazniti z malim delom, ki pa v danih izhodiščih ne opredeljuje socialne varnosti. To, kar predlaga ministrstvo, da se razširi takšna oblika dela tudi na ostale skupine, pomeni pravo nevarnost za vse zaposlene v Sloveniji. Z dejstvom, da je zaposlovanje za nedoločen čas komaj za četrtino, da je mobingu v Sloveniji podvržena petina in da delodajalci ne vplačujejo socialnih prispevkov, bo malo delo postalo izkoriščevalska in izsiljevalska oblika zaposlovanja. Poleg tega se že nekaj časa dogaja, da vlada obljublja več štipendij, na račun katerih želi omejiti študentsko delo, nato pa se v praksi pokaže, da je štipendij celo manj. V slovenski izhodni strategiji ni niti enega evra namenjenega novim štipendijam, kar potrjuje našo bojazen, da namere vlade niso povsem iskrene. Slovenska izhodna strategija opredeljuje časovnico, ki novo zakonodajo na področju štipendiranja načrtuje 1. septembra 2010, to je 3 mesece po sprejetju zakona o malem delu. Sprejetje zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pa je predvideno šele januarja prihodnje leto, kar pa pomeni, da bodo pogoji za pridobitev državnih štipendij določeni šele 6 mesecev po sprejetju zakona o malem delu. Tako se bo najprej ukinjalo študentsko delo, potem pa bomo študenti prepuščeni na milost in nemilost dobri volji vlade, glede tega, koliko in kakšne štipendije nam bo namenila. Opozarjali smo tudi na nerealne temelje, ki jih je ministrstvo za delo uporabilo kot podlago za izhodišča zakona o malem delu in jasno poudarili, da dokler ministrstvo ne bo pripravilo konkretnih analiz, kot se za državno institucijo spodobi, nimajo podlage za strokovne pogovore z nami. Naša analiza socialnega položaja študentov obsega 90 strani, njihova izhodišča za ukinjanje študentskega dela pa le 7. Pa še nekaj o avtonomiji študentskega organiziranja. Avtonomno pomeni neodvisno. V primeru študentskega organiziranja to pomeni neodvisno od aktualne vladajoče politike. Da se bo študentska organizacija Slovenije s svojimi programi lahko prijavila na razpise skupaj s podmladki političnih strank, pri čemer bodo razpisne komisije sestavljene iz članov imenovanih strani aktualne vladajoče politike, pomeni več kot očitno izguba avtonomije študentskih organizacij in iskanje vira finančnih političnih podmladkov. Torej bi študenti, ki si že danes sami služijo za štipendije ter svoje športne in kulturne dejavnosti, sedaj finančno podpirali še politične stranke, ki s svojimi podmladki delijo iste transakcijske račune. Tako je sicer jasno, zakaj politični podmladki podpirajo zakon o malem delu in več kot očitno je, da si aktualna politika želi pokorno podporo mladinskih struktur, ki bodo odvisne od vsakokratne oblasti.